Zdravček, jaz sem se priklopila minutko prej, zato da bomo imeli čas še Suzano povabiti in da bomo lahko res ob 10. začele. Tako da en lep pozdrav in današnji inspirativni pogovor se nadaljuje z eno in edino izjemno Suzano Grau. Tako da bomo imeli eno zelo močno in pomembno tematiko za ženske. Verjamem, da bo veliko zanimivega. In tudi to, da bomo skupaj se lahko prepustile eni taki čudoviti tematiki, ki nas bo opolnomočila, sem prepričana. Tako da bom jaz zdajle probala kar povabiti Suzano notri. Evo. Pa se nam bo pridružila. Evo ga. Mislim, da traja kakšno sekundica, dve, potem pa bomo skupaj začeli to našo popotovanje. Suzana, upam, da lahko prideš noter. Zadnjič vem, da je bilo za enet par minut mička klika, ampak potem je pa prišla noter, no. Bom še enkrat probala za vsak slučaj. Aha, evo ga. Mislim, da bova zdaj notri. Še trenutek. Tako da danes je enakonočje. Kako ste na ta poseben dan? Jaz sem prav vesela, da sva se Suzano zmenile, da bova imele ta pogovor prav na današnji dan, ker je še izredno močna energija in še toliko bolj bo podprlo vse to, kar bomo danes govorile. Samo še enkrat povabim, da vidim. Aha, se je že povabilo dano. Tako da, Suzana, upam, spet isto piše unable to join, mogoče si tudi ti mene najprej klicala, tako da te bom zdaj še enkrat dodala. Evo, še enkrat invite, to je bilo zadnjič tudi za net, tako da bomo rešile. Evo, Suzana, kar potrdi, prosim. Evo ga, sem rekla, da bo rad. Bravo. To je dobro, ne, ker imaš večkrat že izkušnjo in pol že veš približno, kaj gre lahko narobe. In pa sem vedela, verjetno si tudi ti meni dala request vmes. Ja, in ni šlo. Živijo, Suzana. Živijo, Nataša. Toliko sem vesela, da ti... Sem si rožico tle pripravila. Poglej, Sem jo hotela, da tole zraven, pa sem nekaj tu imaš. Rdeča pa roza, ja. Jaz mislim, da to moraš znati nositi in ti bi sigurno, to je naravno. A ni dobro, da imava danes ta pogovor točno na enakonočje, spomladansko? Kaj praviš? Veš kaj, meni se zdi to tako simbolno, glede na tematiko, ki jo nagovarjava, priješ dati meglenke, sidrati v svojo moč, dati si dovoljenje, ker je pomlad dejansko tista, ki povabi, ljuba moja, dajmo se zbuditi iz tega zimskega popotovanja, iz tega biti navznoter in da je zdaj čas, da se obrnemo pa navzven, da začutimo te svoje sokove prebujajoče, tako kot narava. Tako da se mi zdi res tako, prav tako se mi zdi, simbolno se mi zdi, pa ker smo se medve to štrikale, smo šele pa, pa to bo pomlad, to bo prvi pomladni dan. Sploh nismo namenoma šle v to, pa je sporaka, tako da sigurno dodatna še podpora, vidiš, da je prav, da to naredimo. Jaz bi te rada sam na kratko predstavila za vse tiste, ki te še morda ne poznajo, da si univerzitetna diplomirana igralka, pa tudi voditeljica menstrualnega cikla in pa tudi vodiš te rdeče šotore za ženske, kjer jih vračaš v njihovo moč, kažeš vse te dragocenosti, ki jih imamo v sebi in spodbujaš, da ženska res začne polno živeti sebe, brez enih nalepk, ki so nam jih mogoče drugi tekom življenja dali. Se mi zdi, da je to v današnjem svetu, kljub temu, da se mi zdi, da koliko mislimo, da smo feministično usmerjene, pa zrasle, pa močnejše, kar na neki ravni definitivno smo, ampak po drugi strani se mi zdi pa, da je še vedno v bistvu tako v bistvu zatrto marsikaj v nas. In ti nam v bistvu kažeš, kako lahko to res v bistvu tudi spremenimo. Mi je bilo pa zelo zanimivo videti, kaj si ti že vse dosegla, da si v bistvu tudi že kot mlada voditeljica šla tudi v Avstralijo na en poseben dogodek. Tako da, če bi kaj podelila z nami, kaj bi ta dogodek, bom zelo vesela. Nataša,
Tako, kar se tega dogodka tiče, to bi lahko imeli tako prav en live, Okay, samo ta dogodek. posebej. Zato se lahko zmenimo, da imamo enkrat tako posebej, prav pač cel storytelling okrog tega. Zaradi tega, ker Avstralija, sem kar ganjena, ko se spomnim. Avstralija ima to energijo, da je mene spomnila, kako pomembno je sanjanje, kako pomembno je poslušanje tega, kar utripa v srcu in kar te nagovarja, da potem hodiš proti temu. In ta dogodek, kako sem bila jaz povabljena, se pravi, cel live bila lahko imela okrog tega, ampak je bil točno to. Jaz sem slišala klic, preden sem dobila povabilo in sem tako, kaj bi bila ena belka tam iz Slovenije, iz Ljubljane, razumeš, imela klic in povabilo na aboriginski dogodek, why me, zakaj jaz? In tako se mi zdi, da imamo v življenju dostikrat ta občutek, zakaj jaz? Zakaj bi jaz morala narediti nekaj lepega, nekaj velikega, nekaj, kar teče skozi mene? In da nas življenje trenira zaupati, da to, kar teče skozi nas, je vredno, je lepo, je pomembno. In da to, kar je bil pol ta obred, da res damo se priložnost, da se naš notranji ogenj izrazi v vsej svoji lepoti, nežnosti, divjosti, radosti, sočnosti, da je živ. Ker ta obred je bil namenjen prav temu preporodu ognja, preporodu srca, ker prej je bil ta moški, divji, ta patriarhalen, na tem obredu, ko se pa zgodi vsakih 26.000 let, se je pa... Kako se smo je bil pa obred namenjen temu, da ljubezen drži to energijo, da se mi lahko rodimo s svojim ognjem. Tako najbolj kratko možno, vsi vidiš, da je tukaj res veliko bilo, res veliko stvari. Ja. Wow, res se mi zdi to tako zelo dragocen in tako se mi zdi, da imaš tako eno super povezavo med, kako združuješ igralstvo in pa te šamanske v bistvu obrede. Se mi zdi tako tudi na dogodku, ko bomo se ga zdaj tudi dotaknili, kako se je začutilo to, kako se je na odru začutilo, ker si ti gor prišla, si nam v bistvu s to svojo energijo prav dala dovoljenje. Ja, lahko si dovolimo začutiti to, kako ti rečeš, pač svojo moč, ne? Res, lahko si, prav je, da si dovolimo začutiti, ker jaz, ne vem, nekako vidim, pa tudi sebe, če izhajam, sploh prej še, ker tudi nisem toliko delala na tem, ful se ne upaš izraziti, ful si ne upaš sanjati, ful si tako, v večini se mi zdi, no. A veš, nekje se kar pomanjšaš na eni točki in ti si nam to veličino tam ful pokazala lepo in si želim, da danes mogoče še tiste, ki niso uspele priti na dogodek, da tukaj malo dobijo tega občutka in dava ene mogoče take čist nežne male motivacije, kako lahko začnejo tudi za naprej gledati in spreminjati mini korake vnaprej. Ja. Veš, super mi je, ko tako rečeš, nežne, ne preglobok, pa ni to, udri Miki, pa globok, pa zaris, pa pičku matero, ne? Vse je začetka, veš, to je to, da se malo sprostimo, pa pripravimo, pa. Obljubim si, bom dala mojo rozo, zdaj sem. A veš, kaj jaz pravim? Odvisno je, kdo na drugi strani predaja nekaj. In ko nekdo predaja tako v bistvu zares v polnosti, ker prav verjame v to, pa to je to vse prav. Pol tudi drug na tisti drugi strani to sprejme res
na prav način. Ne? Če pa ti hočeš neki nasilo, neki ustvarjati, pa ni, ne, ampak se pravi, ko pa neki ti zase čutiš, da je to resnica, pa tudi na drugi strani človek dojame, da je to resnica njegova in da se lahko najde v tem. Tako da, a povejmo malo zdaj v teh meglenkah, kaj so zdaj te meglenke? Jaz vem, da cela dvorana se je kropotala v teh meglenkah, ampak pa sem pa videla, da je to nekaj zelo tudi močnega. A bi kaj več povedala o meglenkah? Nataša, a ti lahko jaz mečkam vržem žogco nazaj? Daj mi povej, kaj si bila ti v dvorani, ki si bila z nami, to naše, danes izberem sebe, je bil res en čudovit dogodek, kakšne ženske, kaj smo tkale, kakšno energijo smo skupaj ustvarile, res. Tiste, ki ste tle, carice moje, the best. Pa me zanima, kaj si ti zaslišala, ko sem jaz rekla, dajmo prižgati meglenke? Ko sem rekla, dajmo pozornost na naše prsi, pa smo s prsikami začele, da prižgemo to energijo. Kaj je v tebi to odprlo? Kako je to tebe nagovorilo? Ja, jaz sem takoj videla prav tako svetlobo pač tukaj na tem področju, pa na področju maternice, pa na področju žlez in sem že kar videla, kako ta energija kroži znotraj mene, ker jaz tudi sama veliko delam in z maternico in s prstmi vem, kako tudi pač grejo te meridiani tukaj prav čez mem bradavic in gor, ustnih kotičkov pa očesnih kotičkov in kako se ta energija dviga in nam dviga tudi naravni lifting obraz, ampak po drugi strani še bolj pomemben pa ta naš notranji ogenj. Tako da, sam, ko si to začela govoriti, je bilo, da sem doma, zdaj grem pa noter v to energijo in jo bom še bolj začutila preko Suzanine interpretacije in mi je bilo tako noro, dobro, res. Ja. Mene je ful všeč, ko sem bila prejšnjič na tvojemu webinarju, veš, ko si imela, kako je bila že tematika, pač na tematiko joge obraza, pa ne vem, kako si imela podmislov. In mi je bilo v bistvu res, to mi je bilo ful všeč, ker si sijala z lučko v bistvu prav to, na meridiane, na to, kaj se znotraj nas dogaja in kako se potem odraža to na telesu, na obrazu, v dejanjih. Ker se mi zdi, a veš, da živimo v kulturi, ki žensko vedno znova ji da nekaj, česar jo je lahko sram. In staranje je absolutno nekaj, poleg tega, koliko kil imamo, pa ne, ful enih stvari, mislim, sram na sram, od trenutka, ko dobimo prvo menstruacijo, tega se moramo malo dotakniti, od trenutka, ko dobimo prvo menstruacijo, do tega, ko vstopimo potem v menopauzo, sram na sram. In mi je super, da v bistvu dajmo pogledati, da se ne ukvarjamo s tem, staramo se, ampak da je vprašanje, kaj je tisto, kar se znotraj tebe dogaja v tem procesu rasti, v tem procesu zorenja. Ker lahko rečemo, dajmo sramom delovati, taka pa to se dogaja. Kaj pa če je dejansko tako, kako si ti lahko zdrava? Kako si ti lahko opolnomočena? Kako ti lahko siješ, kdor si? Da skozi vrednote nagovarjamo, kaj je naše delo, kaj je tisto, kar želimo v bistvu ženske opolnomočiti, kaj jim želimo predati. In meni je bilo to tako lepo pri tebi, res, ker si dejansko prav skozi to šla noter. Ja, se to meni tudi. Energija teče skozi tebe, kje na tej reki je žival, ki ji ne da dihati. In to jaz vidim, veš, kaj rečem, prižgimo meglenke, ljubike moje, da se držim spet na prsnicah. Kako si lahko dovolimo, da v bistvu naša prsnica se odpre, naše srce odpre, pa da smo zasidrane v maternici. Da čutimo to svojo energijo, to svoje življenje, ki teče skozi nas. In kaj bi ti, ful lepo si povedala, kaj bi rekla, da je v bistvu največji dar našega tega menstrualnega cikla? Tako, se mi zdi, da bi to bilo zelo dragoceno, da še mičkam bolj
zaslišimo, pa začutimo, kaj nam prinaša ta menstrualni cikel. Okay. Staroselski pregovor pravi, s prvo menstruacijo se ženska sreča s svojo močjo. Z vsako nadaljnjo menstruacijo ona vadi to moč. Ob menopavzi ta moč postane. Mi pa živimo v družbi, ki spodbuja samo čas ovulacije, torej poletja. Ker kaj se zgodi? V času ovulacije smo ženske odprte navzven, ful nam ni problem poskrbeti za druge ljudi, ker je to res največja kvaliteta ovulacije, da ljubimo, da skrbimo za druge, da negujemo, da smo čudovite, ljubeče, tople, materinske. V vseh ostalih ciklih, v vseh ostalih fazah cikla, pa me to nismo. Družba pravi, treniraj samo to. Ženske se počutimo krive in nesposobne, ko se dogajajo ostale faze cikla. Ko se dogajajo ostale faze cikla. In zdaj, če rečem, da imamo več moči, ali pa vrhuncev cikla, 4 moči, ki so recimo znotraj menstrualnega cikla. In če mi vadimo samo eno mišico, ostalim pa rečemo, joj ne, to tako, kot če bi šlo v fitness, pa bi samo bildale rokice, ostalo bi pa pustile. Kaj bi se zgodilo? To bi bilo ful nabildano, ostalo bi bilo pa izčrpano, bi pa iztrofirale mišice spodaj. In če se ozreva na začetek naše menstrualne poti, kaj se zgodi, kakšno informacijo dobimo o tem s prvo krvavitvijo. Če bi te vprašala, zdaj pa bi rekla, povej mi svojo zgodbo, svoje prve menstruacije. Pa bi mi ti povedala, pa bi mi povedala okoliščine tega, pa kaj si dobila takrat ali pa ne dobila. Dobimo informacijo, kako se moramo kot ženske obnašati. A je to nekaj, ko imamo menstruacijo, moramo to skrivati? A je to nič takega? A je to whatever? Jaz še vsaka je preživela, tako kot pri porodu. To se res, ampak kako? A meni to daje moč? Ker 500 menstruacij imamo približno v svojem življenju. 500, veš kaj je to? 500. Ali rečva, od 400 do 500, če imamo kakšne manj, če se nam menopavza zgodi. 400 do 500, pa še porodi, nosečnost in to vmes. 400 do 500 menstruacij. In če zdaj jaz 400-krat ali pa 500-krat vadam, whatever tisti dnevi. Ampak to, kar smo imeli tudi na dogodku, kar sem nas povabila, dajmo se osrediščati na sanjo, na eni strani, torej pol krvavitve, pa na drugi strani prižgati meglenke, izraziti sebe. Ampak če mi ne slišimo, kaj se znotraj nas dogaja, kaj so naše sanje, če ne ustvarjamo prostora, kar se pri menstruaciji, menstruacija dejansko reče, spusti energijo, ki si jo nakopičila čez mesec. Spusti cikelje. Če tega nimamo, če nismo se spočile, regenerirale, če nismo poslušale sam, kaj se dogajajo, če se nismo zaslišale, kako bomo potem se izrazile v času ovulacije? Kaj bomo izrazile v času ovulacije? Kakšne še potem vmes je med menstruacijo pa ovulacijo, je ta prvi krajc, mladenka, to, kar sva danes direkt pomlad je pomladenka, ta čas reče, izberi svoje avanture. Ampak kako bom izbrala avanture, če sploh ne vem, kva hočem? Pomeni, da jih bom izbrala tiste, ki mi jih družba, partner, okolica določi. Ne tiste, po katerih moje srce hrepeni. Ne tiste, zaradi katerih se bom jaz lahko res izrazila, kdor sem in kar teče skozi mene. Pa sem držala tistega, kar je prav. Ker mi rečejo, kako naj bom.
zato jaz res toliko nagovarjam menstrualni cikel, ker je znotraj tega vsa naša ženska pot. Vse, kdo lahko smo, ker pa imamo še PMS, a ne, slavni PMS, da je biti tečna, da je biti zafrustrirana, da je biti tečna, kaj te zdiš, kaj si jezna, a ne, ker nas pa v resnici povabi direkt, ljubica moja. Kaj je tvoja moč? Tukaj je pa potem ta menopavzni moment, ki PMS je direktno ogledalo tega, kaj se nam bo dogajalo potem, ko vstopamo v menopavzo. Zanimivo. Ja, no tukaj pa jaz zdaj dala 3 pikice. Zanimivo, da je to pusto, da boš za naslednjič, ker je ful zanimivo. Pa je to globoka tematika, tako da če boš zainteresirana, pa tudi sledilke, če boste še želeli, bo vas veseljem, a ne še kdaj ponovile, ker se mi zdi, da je to res za obdelati veliko več, kot v enem kratkem live. Ampak ja, se pravi, da je v bistvu ta naša menstruacija v bistvu naša velika priložnost, ne? Če si takrat dovolimo, tudi če se počutimo tako slabo, pa nas vse boli, ampak da si dovoljno počitek, pa da se začutimo v tistih občutkih, ker nekje se pa nekaj skriva. Sem te prav razumela? Če boli, malo več obrazov tega, kaj lahko s tem počnemo. A ne? Bolečina je vedno povabilo k nečemu. Zdaj, ker vem, da imava ta omejen čas. Ampak definitivno, kar bi rekla, pri bolečini, če še ne delate joni kopeli, vaginalne kopeli, prosim, preberite si članek, ki ga imam na spletni strani. Res, to je v mnogih primerih imajo ženske zaradi tega, ker naredijo vaginalno kopel par dni pred menstruacijo, 2, 3, da se telo končno lahko spočije, da, ker maternica, če je hladna, če je maternica hladna, tudi ti bi zdaj lahko, prosim, kaj povedala na to temo, se bo zgodilo to, da pač je zakrčena, smrt je noter, namesto življenje. In to snubi k temu, da to pregrejemo, da prekrvavimo, ker imamo spet ta stran, ki smo ga prej omenile. Ženske, če bi meč bile v Braziliji, bi konstantno migale z boki. Bi bil ta seksualna energija, ta življenjska, ker tako, ker rečemo seksualna, ne, to ne, ok, pa rečemo, da je življenjska energija, življenjska sila, če je to prebojen, prekrvavljen, je manj šans, da boli. Torej, zdaj govorimo o fizičnih nivojih bolečin. In moramo reči, daj se ti ulež, pa počivi, pa boš videla, pa te pa nehal boleti. Ja, daj počivi, daj, res, prosim, počivi. Ampak dajmo tudi pogledati, kaj je v bolečini. A je fizični nivo, a je čustven nivo, a je nivo prednic. Kaj se skriva? No, mogoče pa še malo čisto na kratko poveš o teh svojih obredih, ki jih imaš za naše prednice, tako na kratko, če lahko, samo to, da bomo malo občutek dobili, se mi zdi, da je tudi tako ena taka zelo dragocena stvar, ki jo marsikatera še ne pozna, kako se lahko s prednicami povežemo. Ja, v bistvu, jaz imam obred, spletni delavnice in obred, kjer potujemo v maternico na srečanje s prednicami. In jaz pri prednicah vedno rečem, zaradi tega, ker pri prednicah vedno rečem, dajmo pogledati, kdo so ženske, ki navijajo za nas. Kdo so ženske, ki navijajo za nas iz naše linije. Ker vsaka od nas bo prišla do določene, do nekje in potem bojo naše hčere nadaljevale naprej, naši sinovi nadaljevali naprej. Da se ne zahakljamo samo v ta del, kaj nam prednice niso predale, kaj nam naše matere niso predale, kaj one niso zmogle. Ampak v to, kaj tisto, do kamer so one prišle,
in nas zdaj spodbujajo, navijajo za nas, da mi naredimo pa še par kvantnih skokov naprej. Wow, sploh ne bi nikoli tako pomislila, ampak koliko res ne, one so prišle do tam, kjer so lahko prišle, mi pa samo nadaljujemo to. Ja. Stara, dajmo pa povej, kdaj imaš ta svoj program, ki se mi zdi, da je ful vredno, da poveš o njemu. Pa mislim, da imaš tudi eno darilo še trenutno v tem obdobju, tako da daj, prosim, povej. Ja, kaj naj rečem? Drage moje, jaz sem zdaj odprla vrata, s to pomladjo, z mojim rojstnim dnevom, ki je bil v nedeljo. Preživela sem ga na najbolj svetem kraju s Parjatnico, Kamniški Bistrici. Lepo. Ja. To se mi prav nekaj ideja tje, da bi nas peljala tja na ta blagoslov maternice, da ga tam naredimo, bomo videli, kva bo s tem. Torej, z rojstnim dnevom sem odprla vrata menstrualni vodnici. Torej, tole, ki smo medve mečken zdaj se dotaknile, mi potujemo 7 tednov. In začnemo 9. aprila in potem potujemo do 21. maja vsak torek. Darilo, ki sem ga pripravila, je pa dejansko tak full, seksi, sočen popust. Praktično, punce. Dnevni popust sem ponudila, ki je na voljo zdaj le še 2 dni. Super. Jaz lahko vidim tako, Nataša, da je spodbuda. Da je spodbuda. Spodbuda, ja, tako je, v bistvu eno povabilo dodatno, da pa mogoče res, a ne si rečeš, mogoče pa zdaj res čas, kad doskrat vidim, da si tako, ja, pa še ni zdaj čas, pa še ni za to, pa še nimam, ne, ampak kdo nam bo pa dal ta čas, same si moramo odločiti, ne, same si moramo reči, dovolim si to. In tudi tako jaz doskrat pravim, kad pride kakšen do mene, pa, ja, se jaz bi ful jogo delala, mene ful kliče, ampak ne še zdaj, samo odločiti se moraš, ne, ker tudi, če se ne boš odločila, ne boš delala, ne boš delala, mora biti odločitev, ker tista te pripelje do rezultatov. Samo znotraj sebe, kako jo vzgojimo. Zdaj, a bomo zaradi tega, ker se bomo pripela na neko našo res globoko željo, to je še najbolj prav, ne, se pravi, ne zaradi nekih zunanjih, ko bi rekla, spodbud, ne, zdaj pa je to dobro, da delaš zato, kot to vsi delajo, ampak da prav znotraj sebe čutiš, jaz si zaslužim to. Tako da jaz si tudi vedno najbolj želim take, da pridejo k meni na moj tečaj, na moj program, ki znotraj sebe začutijo in pol jih jaz res peljem skozi program, da grejo počasi, da ne prehitevajo, ker danes bi vse se vidim, vse bi na hiter, vključno z mano, zato ker je to stvari, pa tudi več imamo opcij in vse nas zanima, ne? A veš, to je pa tudi druga stvar, ne? Tako da ja, se mi zdi, da se pa tako lepo prepleta to, kar ti učiš v maternici in to, kar jaz recimo tudi na obrazu, kako se recimo, če čisto na kratko sam poveva, kje se pozna, ne? Ja, kako, če imamo mi se prav prižgano maternico, da je tista naša izvorna energija življenjska, se prav sveti, se to vedno vidi skozi naše učke, vsi jajčeke in tudi ustni kotički so močni takrat. In kje se pa vidi ta naša samozavest, ki se upamo izraziti, so pa ful naša lička. Lička, bolj, ki so pač polna, bolj v bistvu stimulirajo tiste meridiane, pa tiste organe, ki so povezane s temi čustvi, moči, samovrednosti in tega, da si upamo izraziti. Za izražanje so pa sploh pomembne vratne mišice, tukaj, ki se nahaja grlena čakra, tako da v bistvu vse, kar delamo z maternico, jaz skozi v bistvu, ko delam vaje za obraz, vedno aktiviram tudi prsi, in kar vizualiziram, ker mi v bistvu znotraj sebe lahko ful aktiviramo mišice in pa mišice medeničnega dna, tako. In potem je na... Kar povej. Aha, daj, povej, prosti. Ne, to sem hotela povedati, in potem vedno to zaokružuješ po celem telesu in potem tudi se grevaš maternico, dvigaš to našo energijo gor, tukaj so pa možgani, tukaj so pa tiste žleze, ki nam pa pomagajo iti v tisto, da znamo iti prav trenutek. Ven, kaj treba iti, in istočasno zavedanje, zdaj je čas, da se malo mirim in grem spet dol v globino vase, tam malo zaplavam in pol, ko tam najdem tiste dragulje, grem spet ven. Ja, veš, to je pa tudi pri menstrualnem ciklu, je pa tudi to poslovno gledano, recimo, ne? Kdaj iti delati live?
Ja, Kdaj promovirati svoje stvari, kdaj iti pa tuhtati, pa pisati, pa sanjati o svojem poslu, pa o svoji kreaciji, pa o tem, kar želiš ti ustvariti, in potem to kuhati, to župco, gre pa reči, ok, moja župca je skuhana, greva zdaj to dati ven v svet. ja. Pa ful mi je, to mi je tako dobro, medve bova se morale še pogovarjati, tudi privatno. Bi mogoče podelila, apropo glasa pa maternice. In sicer to nam je pa predala Peru Kua, ta ena čudovita Avstralka, ki ima božanske ženske kroge, ogromne kroge. Tako kot smo imeli mi dvorano danes izveren tebe, ona ima take kroge, kroge, ki jih vodi. In ona je v bistvu podelila to zgodbo, da ko smo še zarodek, ko se še ne ve, ko smo zarodek, in ko se začne zarodek odpirati in postaja pač malo bitjece, se v bistvu te, kako se reče, jajčniki oziroma pač ta nožnica pa to je enaka, kakor je grlo. Se to v bistvu odcepi in odslikava naša maternica, naša nožnica, odslikava našo grleno čakro, naše grlo, naše izražanje, kdo smo. Tako da, ko osvobajamo maternico, osvobajamo grlo. Ko osvobajamo grlo, osvobajamo maternico. Zato mi vedno pojemo na mojih dogodkih. Dajmo se osvoboditi, kurac. Kako se bomo osvobodile? To ne moš, če pa rečem, dajmo pet punce, pa pojemo, dajmo se smejati. Jaz še takšne stvari rečem, pa se potem smejamo. Kaj se zgodi? Odpre se, direkt v akciji, brez da to mentalno razumemo. Ker tukaj nas najbolj omeji tole, ne? Ja. Wow. Zuzana, mislim, se pravi, jaz bi te zdaj še tukaj stvari spraševala, ampak dajva za danes mogoče zaključiti. Meni je sicer žal, da nekako nismo uspeli mogoče še kaj sledilkami govoriti, ampak bova res vesela, če kira pridobi. Nismo niti povabile, ampak jaz, mogoče pa je, če se mičkam teli komentarji, meni tako skačejo vmes, ko jaz gledam, sem trenutek. Pogled. Čudoviti sta, hvala vam, čudovita tema. Sem mičkam preskakujem in bom jaz to pol še pogledala, oziroma, metka ni preprosto, joni kopel lahko delaš, kadarkoli začutiš. Ali se lahko dela joni kopel na 2 dni ali prepogosto? Mogoče, če na to odgovoriš. Se pravi, ali se lahko dela joni kopel na 2 dni ali je to prepogosto? Ne, ni prepogosto. Je pa tako, da je pač pri joni kopeli je odvisno od tega, kakšen cikel imaš, kakšne krvavitve si. Če pa recimo rečeva, da delaš joni kopel pred menstruacijo, lahko vsak mesec narediš kuro, recimo 1 do 3. Jaz sem delala zdaj spomladansko kuro, sem delala 10 dni vsak večer. Ker sem čutila, da te naredi, da sem naredila kuro, ker sem čutila, koliko je v bistvu v mojem telesu zastagnirane energije, te zimske, pa strahu, pa stresa. In sem na tak način v bistvu pač pomagala maternici, da je ona to spustila. Me pa lahko v času pred menstruacijo rečemo, ok, menstruacijo bom dobila 28. bom 25. ali pa 24. si naredila joni kopel, 25. pa 26. bomo videli, kako bo pa krvavitev prišla. Res bom zdaj čez par dni imela. Kje lahko najbolj zelišče? Katero zelišče najbolj? To lahko sami naredimo doma, da še to mogoče povej. To lahko sami doma naredimo. Absolutno lahko sami. Pri zeliščih jaz tako vedno priporočam, par sem jih dala, zdaj tam na spletnika sem omenila, ampak pri zeliščih vedno rečem, katero zelišče te pokliče? In pa tudi molitev. Ti vzameš zelišče, komuniciri z zelišči, povej, ljuba moja, evo, jaz sem Nataša,
meni prihaja zdaj menzika, ful bi rada spustila, ta mesec sem imela tale stres, pa tole mi je bil izziv, pa tale čustva so zdaj prisotna v teh dneh, ful bi rada zaslišala sebe. A ne, poveš svojo molitev svojim tem zeliščem, ki so s teboj, in rečeš, da te podprejo v osvobajanju maternice, da bo res tvoja maternica, ki še stopila iz krvavitve, živa, sočna, radostna, a ne, pripravljena na nove kreacije ali pa na spočetje. A ne? Tako da, recimo, moja izkušnja z zelišči sem leta delala, ko sem delala veliko s prednicami, sem peljem delala leta, prav s tem namenom. A ne? Zdaj mi pa recimo bolj paše origano, a ne, ker je radost. Origano ima tako energijo radosti. Če nimamo zelišč, lahko samo paro uporabimo, pa himalajski snov, a ne? Pa spet molitev zraven, ne? To je ful pomembno. Voda informiramo, ne? Ja, Voda informiramo, tudi to, zelišča, voda, para, tudi ta kombinacija. To se me pa zdaj prav lepo nagovorila, bom ziher naredila. Se vidim, kar nekaj komentarjev je bilo, ampak se pravi, mičkam zamika, tudi Ester nama je podelila vsem nam tudi njeno zgodbo, da se spomni še kot včeraj, ko je dobila in da je tak jok v bistvu pač prišel ji takrat, da je nekaj narobe naredila. No. Tako da, vidiš, res različne zgodbe in vsaka ima ene svoje zapise. Tako da se mi zdi to toliko vredno, da mogoče vsaj zdaj v tej današnjem času pač ozavestimo, ne, pa izboljšamo za naprej, tako kot si rekla. Ne. Vsaka menstruacija je nova priložnost. Ne. In dajmo mogoče... Lahko spremenimo, to se mi zdi. Veš, to se mi zdi, ne glede na to, kakšno zgodbo smo dobile, lahko naredimo čarovnijo iz nje in lahko spremenimo te zapise. Ok, zdaj pa tista, ki je z mano oziroma z nama, naj dvigne roko, ki bo naredila pri naslednjem ciklu to kopel. Jaz sem za, evo. Slovo, pa žgimo meglenke, slovo. Če prožgimo svoje meglenke, prožgimo svoj obraz, svoje mišice, skratka, toplo vabljene, da nama še karkoli pokomentirate v tem videu, a ne tudi po posnetku, pa bomo mi zelo z veseljem še karkoli odgovorile. Tudi napište, če bi še kakšen live, daj še takole Suzana, da narediva. Pa res hvala za vse te komentarje, te pa Suzana. Tukaj sem hvaležna, da sem te spoznala, res, ker si me v trenutku si me dobila, tako bom rekla. Res, po eni strani, veš kaj, ima tako neverjetno kombinacijo, imaš moči pa miline, da je to noro. To se mi zdi, da je to največ, kar ženska lahko ima v sebi, no, veš? Da imaš to svojo notranje moč, istočasno pa milino, podporo, ne, tudi to sestrstvo, ko smo govorili in na dogodku in tako, koliko je to pomembno in takrat, tudi, ko si bila na dogodku, ko si tako rekla, dajmo se pohvaliti, pa si ti Ano vzela za primera, ne, in tako se je čutilo, kako si jo res začutila, ne, Ana, navijam zate, ne, mogoče še to za konc, ena spodbuda, da tudi svoje prijateljce znamo tako mi, ne, ničko nas spodbuditi, pohvaliti, ali pa kogarkoli, ki jih spremljamo, da jim povemo. Se mi zdi, da je toliko lepa gesta, toliko naredi veliko, pa obema da, ne, neki. Ja, Nataša, veš kaj, tako bom rekla, če nagovoriva ženske, a ne, pa tako, kot sem jaz prej tebi rekla, ma kakšna carica si, kako si tole strukturirala, pripravila vse, pa si rekla, jaz pa nimam tega občutka, a ne. Običajno, tisto, kar vidimo pri drugem človeku, da je carica v tem, je to največji izziv, ki ga ta ženska ima. In ga posijemo z lučko na to, kdo ona je, in damo dovoljenje, da še malo bolj zasije to iz nje. My God. Kdo bi mislil, ampak pa pomisliš tako iz sebe, ko greš, pa to čisto resnica, sploh ne moš reči, da to ne drži. Suzana, hvala ti, krasna si res. En objem, virtualni. Pa vsem vam tudi, ki ste tukaj, čudovite ste in sem tukaj vesela, da ste v bistvu vedno bolj odprte za te tematike, kakšne ste že same čist v tem, kakšne mogoče čist na prvih korakih, ampak ta že je ena volja, da gremo v to pravo smer, se mi zdi toliko vredna in dajmo se še večkrat takole spodbujati. Tako da en lep
dan, ta veliko, mislim, enakonočje, naj se začne res tako v polnosti. Dajmo si dovoliti, da smo to, kar smo, ne, kako bi ti rekla, ne. Če je kakšno vprašanje ostalo, naj pa nama pišejo, pa bova odgovorili v storijih, a ne? Tako, z veseljem. Adijo, lepo bodite. Hvala, Suzana. Čau, čau. Hvala, lepo bodite. Enako.